današnji oddaji Zmorem. Uvaja se nov program Postani športnik za kakovostnejše življenje mladih invalidov. V ekipnem tekmovanju v hitropoteznem šahu je slavilo Zagorje ob Savi. Obiskali smo tekmovanje v bočanju, pa tudi v kegljanju. Poleg odbojke še igranje trobente, zakaj pa ne? Dobrodošli v Zmorem! Zveza za šport invalidov, Paraolimpijski komitej in podjetje Lidl Slovenija nadaljujeta s pomembnim skupnim projektom. Tako so predstavili program Postani športnik, ki ni namenjen zgolj invalidom, temveč tudi vsem ostalim. Želja po vključevanju zlasti mladih invalidov v šport je velika, hkrati pa bo projekt poskrbel tudi za izobraževanje športnih pedagogov, staršev in spremljevalcev učiteljev. Postani športnik v bistvu je en dogodek, ki bo trajal in trajal. Saj taka je naša želja, predvsem si pa želimo to, da bomo mlade aktivirali v šport, ker šport je eno od mostov socializacije mladih v družbo. Pričeli bomo ne v Ljubljani, ampak na nekem obrobju, da bomo nekako poskušali obrobje tudi angažirati, vključiti. Poiskali bomo prvo trg, se pravi analizo stanja, kje so invalidi, ki bi se želeli vključiti. Potem bomo poskušali na lokalnem območju pridobiti, se pravi športna društva, invalidska društva, ki izvajajo vadbo različnih športov. Potem bomo interes poiskali znotraj športnikov, se pravi invalidov, s katerim športom bi se želeli ukvarjati. In to bo v bistvu neka materija za nadaljnje delo in potem bojo potekali pogovori, možnosti, iskali bomo rešitve, predvsem pa si želimo vključiti čim več v aktivno športno življenje. Koordinacija, povezovanje in organizacija dogodkov bo še boljša, dobre prakse pa se bodo skušale prenesti na vsa področja. Animiranje javnosti je torej ključnega pomena, projekt pa bo unikum na našem področju. Ko smo se povezali z Zvezo za šport invalidov, Paraolimpijskim komitejem pred dobrim letom in pol, nismo nikoli želeli tega sodelovanja označiti zgolj kot nekega odnosa partner in pokrovitelj, ampak gre pravzaprav za odnos partner in partner. Zato smo že od samega začetka spraševali, kako lahko to medsebojno sodelovanje še nekako okrepimo in poglobimo. In verjamemo, da je ravno projekt, ki smo ga predstavili danes, Postani športnik, tisti, ki bo bistveno prispeval k temu, da še bolj ozavestimo in še bolj vključimo mlade invalide, da razmislijo o neki poti, ki jo predstavlja šport. Šport predstavlja pot naprej. In to je tista pot, ki prispeva v veliki meri tudi k temu, da se nekako lažje vključujejo tudi v vsakdanje življenje. Šport je eden izmed pomembnih dejavnikov za kakovostno življenje, nič drugače pa ni niti pri invalidih. Projekt zato podpira tudi Ministrstvo za izobraževanje in znanost. Gre za neko družbeno koristnost podjetij, ki izkazujejo ne samo željo po profitu, ampak tudi prepoznavajo svojo vlogo v širši družbi. Današnji dogodek pa kaže na to, da v bistvu tudi Lidl je začel spodbujati mlade športnike invalide, da se vključujejo v šport. Mislim, da je to prava pot. Jaz bi si želel, da bi res veliko podjetij to prepoznalo na tak način. Zame je to tako rekoč win-win situacija, se pravi, vsi smo zmagovalci, tako tisti, ki vlagajo, kakor tudi potem mladi športniki, zlasti tudi vrhunski športniki. Skratka, to podporno okolje, ki se ustvari, je kar naenkrat v korist vseh. Za ustvarjanje odličnih zgodb pa ni dovolj pokroviteljstvo kot takšno. Vključitev zaposlenih in partnerjev v podjetju je tista, ki lahko takšnim idejam med realizacijo doda prepotrebno energijo za vzpostavitev učinkovitega dolgoročnega sistema delovanja. Tudi že od samega začetka tega sodelovanja je tudi na strani zaposlenih zelo velika podpora in pravzaprav tudi navdušenost nad tem sodelovanjem. Zato, ker če se nekako vprašava, kaj je tisto, kar je prispevalo, kje je tisti zakaj smo se sploh odločili za to sodelovanje, je to vsekakor navdih, ki ga predstavljajo športniki invalidi, še posebej paraolimpici. Zato, ker se ne pustijo ustaviti pred omejitvami in ne le, da na mednarodni ravni dosegajo izjemne rezultate,
ampak te rezultate dosegajo tudi v svojem zasebnem življenju. In to je tudi tisti navdih, za katerega verjamemo, da lahko nekako združi tudi vse ostale, ki so udeleženi v tej zgodbi. Projekt ne bo centraliziran, tako se pričakuje začetno povezovanje najprej na obrobjih mest s povezovanjem lokalne skupnosti, šol in društev. Še v tem letu sledi pregled stanja, v začetku leta 2018 pa se bodo izvajala prva usposabljanja za strokovne voditelje za delo z invalidnimi otroki ter delavnice za starše invalidnih otrok na temo spodbujanja športnega udejstvovanja. Poleg programa Postani športnik se vzporedno izvaja še projekt Change Your Mindset – Sport for Everyone, mednarodni Erasmus Plus projekt. Ta se močno prepleta s programom Postani športnik, zato bo služil kot ključno vsebinsko ogrodje za nadaljnje aktivnosti programa Postani športnik. Športna aktivnost krepi moč telesa in voljo. Izboljšuje tudi telesno in mentalno zdravje. Osebam z invalidnostmi pa šport daje še več. Dodatne cilje in zavest o vključenosti. To, da si drugačen, da si poseben, ne pomeni, da ne zmoreš. Druži se, bodi vključen in odkrivaj svojo moč. Novembra je v Sevnici potekalo tudi ekipno državno prvenstvo invalidov v hitropoteznem šahu. Tekmovanje je potekalo v prijetnem ambientu domačije Mastnak, na njem pa je nastopilo 11 moških in 3 ženske ekipe. Zaradi velikega števila ekip se je v moški konkurenci odigralo po švicarskem sistemu s 7 koli, tekmovanje pa se je na koncu ustavilo pri 6., ko so tudi obveljali rezultati. Več o hitropoteznem šahu in pa tudi o samem državnem prvenstvu pa nam je zaupala Elena Topič, pomočnica sodnika. Dobro, danes igramo državno prvenstvo invalidov v šahu, v hitropoteznem šahu, kar pomeni, da je tempo igranja 10 minut na osebo. Igra 11 ekip v moški konkurenci in 3 ekipe v ženski konkurenci. Pri hitropoteznem šahu je tako, da v primeru nepravilne poteze je igralec izgubi takoj. Velja tudi to, mogoče v primerjavi z klasičnim turnirskim šahom, kjer ena igra traja po 4-5 ur, je to veliko hitrejše. In danes igramo 7 kol, švicarski sistem, kar pomeni, da pare določa računalnik, določajo se pa po moči ekipe. Šah predstavlja možnost druženja, kar so v en glas zatrjevali tudi vsi igralci, ki pa so bili kljub temu zelo motivirani za državni naslov. Vidim šah kot super priložnost za druženje in zato to bolj dobro se mi zdi, če obstajajo takšna srečanja, kjer pač je lahko šah tudi kot povezovalni element, da se spoznamo in smo aktivni in se družimo, tako da tudi v Ljubljani računam na to, da se bodo ta srečanja še večkrat dogodila in bomo aktivni, vsaj distrofiki. Preslabo smo se ogreli, zato smo iz Črnomlja izgubili 4-0. Do konca državno prvenstvo so pričakovanja, da bomo približno v sredini lestvice. Igramo tudi normalni šah, hitropoteznega pa igramo samo na turnirjih. Jaz, ko sem hendikepiran z obema rokama, imam 2 minuti pribitke, to se pravi 12 minut. Zmage v moški konkurenci se je razveselila ekipa iz Zagorja ob Savi. Drugo mesto so osvojili igralci iz Črnomlja, ki so zaostali za vsega pol točke, 3. mesto pa je osvojila ekipa iz Slovenske Bistrice. Glede na to, da smo celotna ekipa prvič in nimamo nekih zelo velikih pričakovanj, je kar dobro. Tako da računamo v vsakem primeru na kolajno. V ženski konkurenci so se državnega naslova razveselile šahistke iz Mute, drugo mesto so osvojile igralke Društva distrofikov Slovenije, 3. mesto pa igralke iz Murske Sobote. Kegljaški turnir za pokal Kranja vsako leto privabi lepo število tekmovalcev iz vse večjega števila držav. Tudi tokrat so organizatorji, ki so mimogrede pripravili odlične pogoje, pozdravili ogromno vrhunskih kegljačev. Prvo kot prvo je bilo treba pridobiti nastopajoče, kar smo pa zelo uspeli. Imamo nastopajoče iz 6 držav, imamo skoraj kompletno hrvaško reprezentanco, srbsko, bosansko in pa slovensko.
To se pravi, to je po mojem en drugi največji turnir v Evropi za slepe in slabovidne. Enakovredno z Bratislavo pa z Sarajevom. Tekmoval je tudi Sandi Novak, sicer vrhunski maratonec, ki je življenjski cilj izpolnil leta 2016, ko je tekel na paraolimpijskih igrah v Riju. Novak pravi, da mu keganje pomaga predvsem pri koncentraciji. Ja, za ta šport sem se odločil, zato ker tle je tudi pomembna koncentracija pa zbranost, recimo, tako da je fajn, da si motiviran pa da si zbran. Tako da v bistvu povsod v vsakem športu je glava tista najbolj pomembna. Recimo, vse ti kondicijo povsod dobiš karkoli, ampak tle pri znesnem kegljanju pač je največja pomembna koncentracija. Kegljanje ima sicer precejšno konkurenco, a številom tekmovalcev pri nas nimajo težav. Pirs nam je razkril tudi svojo veliko željo, ki jo želi izpeljati v bližnji prihodnosti. Moja velika želja je organizacija Evropskega prvenstva v Sloveniji, ali bi bil to Kranj ali Ljubljana ali Kamnik, Celje morda. Tekmovalci so, glede na svojo hendikepiranost, razdeljeni v 3 kategorije. Ker pa zadeva izgleda zelo zanimivo in radovednost človeku pač ne da miru, sem se želel tudi sam preizkusiti. Zavezali so mi oči, izgledalo je nemogoče, toda... Zdaj se bo obrnil takole. Po. Lepa je. Tekmovalci so si nastop na državnem prvenstvu zagotovili na predhodnih kvalifikacijskih tekmovanjih, ob tekmovanju v 6 različnih kategorijah pa smo na koncu videli še ekipno tekmo. Skozi celoten dan smo videli 37 dvobojev, tekmovanje pa je od jutra do poznega popoldneva ves čas potekalo na 5 igriščih. Več o državnem prvenstvu v Boči nam je zaupala Maja Bobnar, vodja tekmovanja. V državnem prvenstvu imamo 5 kategorij, BC1, BC2, BC3, 4 in 5. Prav tako imamo pa še kategorijo neklasificiranih tekmovalcev. Zdaj predhodno smo žrebali tekme, tako da igrajo vsak z vsakim. Na to pa zmaga najboljši. Tako. Dvoransko baliranje oziroma boča je za otroke predvsem popestritev, disciplina pa je v zadnjih 4 letih postala vse bolj priljubljena tudi med starejšimi. Slovenski športniki so v letošnjem letu nastopili tudi na 2 mednarodnih tekmah, cilj v prihodnje pa je zagotovo uvrstitev na paraolimpijske igre. V Španiji sem bila 6. To je bil zelo za mene nepričakovan rezultat. To je najboljši rezultat na evropskih prvenstvih, ki smo ga invalidi v Boči dosegali do sedaj na evropskih tekmovanjih. Nisem bil jaz na 3 evropskih pokalih, pa na enem svetovnem pokalu. Predvsej dobre rezultate imamo v parih. Posamično sem bil najboljše letos na 12. mestu na evropskem pokalu, kar je pač tudi že kar uspeh. Na prijateljskih turnirjih imam pa tudi že zmage, tako v parih kot v posamični konkurenci. Če hočeš rezultate, enostavno moraš imeti podporo. Če ne drugega, saj vsak svojega asistenta. Med posamezniki so se med klasificiranimi igralci končne zmage razveselili Boris Sever, Natalij Finkšt, Gašper Kalajzič, Matjaž Bartol in Denis Čatak. Med neklasificiranimi igralci pa je slavil Timotej Čižek, ekipne zmage pa se je razveselila ekipa DDS1, ki je predstavljala Društvo distrofikov Slovenije. Jernej Slivnik je že opravil nekaj treningov na snegu, a se pri lovljenju cilja, to so zimske paraolimpijske igre, na enem izmed njih lažje poškodoval. Ja, s treningi sem začel približno en mesec nazaj že na snegu. Treningi so bili odlični, vsak trening je bil boljši, forma se je počasi bližala tistemu, kar smo pričakovali. Se je pa 14 dni nazaj zgodila pač ena taka situacija, padel sem, si poškodoval lopatico desno in sem bil zdaj 14 dni brez vseh treningov. Jaz sem v osnovni šoli hotela v bistvu tudi en inštrument igrati, ampak se je kmalu izkazalo, da imam v bistvu zelo omejeno možnost te izbire.
Ja, meni je šport res fajn stvar, zaradi tega, ker poleg tega, ja, da si fizično aktiven, se sploh v ekipnem športu še družiš z ljudmi. Meni recimo ta podpora ekipe ful veliko pomeni. Oni so praktično moja druga družina, ker res z njimi tudi veliko časa preživim. Poleg tega, glede na to, da nastopam na neki vrhunski ravni, to seboj prinese tudi številna potovanja, spoznaš ljudi po celem svetu. Ja, v bistvu ne, nisem vedela, da bom jaz brez roke, oziroma tega niti v bistvu natančno ne vem, no. Vse, kar vem, je, da naj bi mama imela neke probleme med nosečnostjo in da je v bistvu to rezultat, to, da sem brez roke, je rezultat tega, no. Verjetno, mislim, zagotovo je pri meni bil velik vpliv tudi staršev in vzgoje, ker so me dejansko vzgajali skozi v tem duhu, da sem enakovredna, mi tudi niso dali nekih privilegijev, recimo v primerjavi s sestro, tako da to je zagotovo vplivalo tudi takrat, ne vem, ko sem imela kako krizo, recimo njihova podpora ali pa podpora prijateljev, ker konec koncev se mi zdi, da me je v bistvu na nek način rešil tudi to, da prej nisem nikoli dajala vedeti, da sem drugačna in so me vsi tako sprejeli. In pol, ne vem, ko sem jaz mogoče imela kako krizo, so v bistvu mene vseeno še vsi tretirali, kot da sem jim enaka. In v bistvu mi je to pol tudi bila neka uteha, no. Mogoče sem edino v tistem obdobju bila bolj zadržana v spletanju nekih novih prijateljskih vezi, ne. Ker njim pa nisem takrat toliko suvereno mogla dati feelinga, da se počutim enaka njim, ne. Jaz glih pri športni vzgoji mi je bil največji motiv vse narediti tako kot drugi ali pa še boljši in tudi dejansko ni bilo ene stvari, ki je ne bi mogla pri športni narediti in sem tudi v bistvu najraje imela športno vzgojo. Tako da ne vem, zdaj, če iščeš neke bližnjice, se zagotovo da to kot nek izgovor vzeti, ampak jaz nikoli se nisem v bistvu lotevala na ta način stvari, tako da nisem glih delovala tako, da bi iskala izgovore v tem. Takrat, mislim, itak, da se vprašaš, zakaj jaz, pa ja, zakaj nekdo drug, čeprav ne vem, zakaj bi mogel biti kdo drug, ampak ja, zakaj jaz. Ampak to tudi v bistvu zdaj večkrat poudarjam, zdaj pa na to gledam kot neko, mislim, prednost, kot neko možnost, v bistvu ta moja invalidnost mi je odprla vrata na nekih področjih, ko bi drugače težko do tega prišla, ne vem, sem vrhunska športnica in sem v bistvu to na nek način začela tudi ceniti oziroma malo drugačno stvar gledati, tako da danes se tega ne sprašujem več, no. Protezo imam že pa mislim, da ko sem bila pol leta stara, zato ker na začetku naj bi ti proteza tudi pri lažjem razvoju pomagala, recimo otroci, ko se plazijo in so mi tudi v bistvu zaradi tega dali protezo, pa da se čim prej navadiš, no. Tako da jaz sem jo zelo hitro dobila, tudi dosti hitro sem potem to mioelektrično protezo, ki ima neko osnovno funkcijo premikanja, dobila. Tako da ja, jaz sem danes čisto navajena, mislim, praktično ne grem ven brez proteze, zaradi tega, ker sem jo res zelo navajena in mi tudi pomaga, no, pri nekih vsakodnevnih opravilih. Poznam pa tudi dosti ljudi, ko se nikoli niso na protezo navadili, no. Pač noter sta dve elektrodi in potem se v bistvu na to pritiska in, mislim, pritiska, ko se dotikaš, no, se v bistvu to aktivira in se proteza pol odpre pa zapre. Pač meni je ta moja invalidnost omogočila neke stvari, ki, ne vem, se jih bi drugače verjetno težko zamislila, no. Ja, se bi lahko bila tudi kot zdrava športnica enkrat mogoče na olimpijskih igrah, ampak pri 18 letih pa še ziher ne, no, tako da jaz sem v bistvu pač iz te športne plati dosegla neke stvari zelo hitro in se mi zdi, da mi je to v bistvu ta moja invalidnost res neko lažjo pot, čeprav po drugi strani ni lažja, no, ampak mi je omogočila to na moja invalidnost. Ja, jaz se ful rada ukvarjam z vsemi vrstami športa, rada tečem, plavam, rolam, ful rada kolesarim. Tako da, če le imam čas, se kaj športno udejstvujem, drugače študiram psihologijo
tule v Ljubljani. Rada pojem, dosti časa sem recimo pela v pevskem zboru, hodila sem včasih tudi v glasbeno šolo, tako da mi nikoli v bistvu ni preveč dolg čas. Sem šla na psihologijo z namenom, da bi bila enkrat športna psihologinja, ker sem pač psihologijo hotela s športom povezati. Zdaj se pa v bistvu vedno bolj težim k temu, da bi se usmerila tudi dejansko v šport invalidov, no. Ker na tem področju še noben ne dela v Sloveniji in se bi mi zdel zanimiv. Ne znamo tudi sama, da ne znam mogoče kdaj dosti ceniti to, kar imam, in da v bistvu ni konec sveta, če se ti kakšna mala stvar naredi, no. Tako da v bistvu tudi sebe bolj v to vključujem, no, ker kot pravim, jaz se imam za eno čisto navadno punco. Sem Lena Gaberšček, študentka psihologije in kapetanka slovenske ženske reprezentance v odbojki sede. Zaradi tega, ker dejansko se skoraj noben inštrument ne da igrati sam z eno roko. In v bistvu je bila na koncu opcija sam trobenta. In sem jaz rekla, zakaj pa ne. In sem začela igrati trobento. Zdaj ne morem reči, da sem neizmerno uživala v tem, ampak sem naredila 8 let glasbene šole s trobento in kasneje so mi v bistvu pol rekli še, če bi še tubo probala igrati, ki je v bistvu neka malo večja verzija trobente. In sem še enkrat rekla, zakaj pa ne, in se takrat pol še potem 2 leti tubo učila in naredila še iz tube v bistvu nižja glasbena šola. V naslednji oddaji pa pregled leta 2017. Uživajte! Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.